Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas. V tokratni oddaji gostimo župana občine Lendava, gospoda Janeza Madžara, s katerim se bova pogovarjala o aktivnem delovanju občine v tem letu in malce pokukala nazaj. Gospod Madžar, župan občine Lendava, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas v našem studiu. Lepo zdrav tudi vam v studio, hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vašim gledalkam in gledalcem. Torej pa na začetku oddaje najprej potem omenimo proračun občine Lendava za leto 2026, ki je bil potrjen potem na seji občinskega sveta konec leta 2025. Katerim projektom in investicijam nekako je namenjen večji del proračuna? Ja, že minulo jesen smo začeli pripravljati proračun za leto 2026, da čim prej lahko začnemo z novim letom z investicijami in tudi za javne zavode, da imajo tako rekoč za svoj načrt takoj polna finančna sredstva, da lahko tudi začnejo tako rekoč intenzivno že izvajati svoje programe. Občina Lendava je pripravila proračun, ki je zelo investicijsko naravnan, eden najbolj investicijsko naravnanih proračunov. Seveda je pa tukaj veliko tudi sofinancerskih sredstev, ki smo jih planirali in tudi uspešno nekatere že pridobili. Razen zatika se pri dogovoru za razvoj regij, ker smo tudi bili uspešni in sicer v treh sklopih, treh ciljih dogovora za razvoj regij, in sicer ena je inkubator, ki imamo že dokumentacijo izbranega tudi izvajalca, ali pogodbe še ni. To je skoraj v višini 2 milijona evrov. Imamo izbranega izvajalca za obnovo objekta v samem mestnem središču Lendave. Čakamo, klical sem tudi na razvojni center Murska Sobota, kjer so mi rekli, da je vse na ministrstvu, jaz ne vem, zakaj zadržujejo, po drugi strani se hvalijo, da je denar z Evropske unije že sprejet, mi pa ne dobimo denarja, ne moremo iti v izvajanje, se pravi v obnovo že objekta za potrebe inkubatorja. Drugi veliki projekt je, ki smo ga tudi imeli že določenega in tudi potrjenega za strani razvojnega centra, razvojnega sveta in tudi ministrstva, je izgradnja novega vodovoda z nadgradnjo telemetrije na vodomerih. To ni samo nadgradnja vodomerov z telemetrijo, ni samo v naši občini, temveč tudi druge občine, ki so v sistemu A oskrbe z pitno vodo. Pri tem tudi mi smo iz proračuna, lastnega proračuna izplačali že, zato ker smo nedolgo nazaj tudi odprli cesto Lendava-Pince oziroma Čentiba-Pince, kjer smo položili tudi vodovodno omrežje, vodovodno tako rekoč potrebno zamenjavo vodovodnega sistema na tem delu. To je v višini 1,4 milijone evrov in to smo se sami financirali. Mi še sedaj nimamo pogodbe o sofinanciranju ne denarja iz Evropske unije. Upam, da bo ta denar obstal, da ne bo slučajno kam izpuhtel. Mi ta denar smo založili iz lastnega proračuna in tudi izpeljali, kako tudi cesto in pločnike. Naprej čaka nas dokončanje v letošnjem letu tudi dozidave in tako rekoč rekonstrukcije dela zdravstvenega doma, ki je velik projekt, to je vrednosti 4,2 milijona evrov. Potem je pred nami tudi obnova glasbene šole, obnova objekta ob glasbeni šoli za potrebe glasbene šole. Izvaja se rekonstrukcija oziroma izgradnja nove poslovilne vežice v Dolnjem Lakušu. Ob tem naj izpostavim, da smo tudi podpisali pogodbo z izvajalcem za arhitekturno obnovo in pripravo projektne dokumentacije za lendavsko poslovilno vežico, ki je tudi treba že obnoviti in tudi zagotoviti nove primernejše prostore. Izvaja se intenzivno tudi v Petišovcih obnova vaškega doma. Ob tem naj izpostavim, da smo v teh dneh tudi v dolini za potrebe knjižnice in
gasilskega društva objavili javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije objekta bivšega vrtca. Sedaj je tu knjižnica tudi notri in za potrebe knjižnice tudi ta objekt bo prenovljen. Potem imamo tudi v načrtih veliko obnove kanalizacijskega omrežja, obnove vodovodnega omrežja, še dodatno zraven. Potem kratkem se bo začela tudi izvajati obnova odsekov cest, ki so že tako rekoč v slabem stanju. Projektiramo in izvajamo tudi pripravo projektne dokumentacije za dogradnjo pločnika z hodnikom za pešce v Petišovcih v ulici 22. junija, kjer bo se tudi v letošnjem letu ta zadeva izvedla. Veliko vlagamo v dogradnjo športne infrastrukture in tudi v solarizacijo oziroma izgradnjo solarnih panelov za proizvodnjo električne energije, le tam, kjer je možnost priklopa sončne elektrarne na omrežje. Pri tem smo tudi bili uspešni za pridobivanje sofinancerskih sredstev, tako da na vseh področjih, dobesedno vseh področjih naše lokalne skupnosti se izvajajo določene investicije, tako da sledimo potrebam tudi v okviru varnosti. V kratkem bo prispelo tudi eno novo gasilsko vozilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolina, ki letos praznuje 100 let obstoja. Tako da ja, proračun je zelo investicijsko naravnan, kar pa seveda je za nas pred nami veliko dela, da to izvedemo. Občina Lendava je za leto 2026 tudi uvedla ali nagradila seveda participativni proračun Moj kraj. Javni poziv za tovrsten proračun je bil že objavljen torej v januarju. Koliko sredstev je v občinskem proračunu namenjenih za ta proračun v letu 2026 in koliko predlogov je potem ta strokovna komisija za ta proračun uvrstila nekako v fazo glasovanja in pa še kakšen doprinos ima ta proračun za občino Lendava? Ja, mi smo zdaj v minulih 2 letih že izvedli prva 2 kroga, tako rekoč upoštevati vse želje občanov, ki so tako rekoč tudi v minulih letih bili zelo aktivni. Zato smo tudi za to leto pripravili v višini 70 000 evrov sredstva za potrebe izvajanja tega participativnega proračuna. Da, ker imamo že sprejeti proračun, je dejstvo tudi to, da je razpis že oziroma poziv bil že objavljen in kar 20 pobud je prišlo. Od tega strokovna komisija izbrala oziroma kot ustrezno dala na prejšnje faze izvedbe tega projekta 13 projektov. Jaz verjamem zdaj v tej fazi, ko se glasuje, da ljudje sprejmejo te projekte kot potrebne za svoj kraj. Sam smatram, da tudi ne samo tistih 13, ki je zdaj strokovna komisija, temveč tudi tistih ostalih, ki so dejansko zaradi lastniških odnosov niso mogli, ker mora biti pri tem občina oziroma lokalna skupnost kot taka lastnica, ne more se na tujem zemljišču neke stvari postavljati, izvajati. In smatram, da so vsi projekti zares zelo dobri, pametni. Sem pa zelo vesel in počaščen, da ljudje živijo z to možnostjo, da sami ponujajo za svoje potrebe predloge, katere naj izvedemo. Mi smo tudi v minulih 2 letih vse projekte tudi že izvedli, zaključili, predali in vidim, da se to dobro prijelo in zato je tudi toliko prijav. Mi bomo imeli sedaj malo tudi težave, saj težko bo, ko bojo pač izbrani, da tisti, ki so pa izpadli oziroma ne bojo mogli, bi si želel, da tudi ti projekti bojo uvrščeni, ampak imam, to še moram povedati dodatno zraven, pri proračunu
Mi smo dobili konec meseca januarja Ministrstva za finance odločbo, v katerem občini Lendava, in sicer so vse občine, 212 občin je dobilo, kjer so občino Lendava uvrstili v razvito občino in z financiranja investicij v naši občini z 100% so spustili na 70%. To je nezaslišano, 30% manj denarja bomo dobili, ne. In zdaj povejte, kako bomo to, pa imamo že proračun sprejeti. To so ti nerazumni ukrepi vlade, Ministrstva za finance, ki neodgovorno delajo, da se že za 2026 leto uveljavlja ta princip zmanjšanja denarja. To se ne dela. Mi imamo že veljaven proračun in zdaj bomo dejansko morali vse spreminjati v okviru izvajanja določenih aktivnosti oziroma investicij, saj tisti fiksni del, ki je namenjen za delovanje lokalne skupnosti, ne moremo posegati. Pri tem so tudi dali nove obremenitve za lokalne skupnosti, za občine, kot so, vse ste slišali, davki oziroma tudi plače, spremembe plač, in to vse obremenjuje že fiksni del proračuna. Zastonj se nešče hvali z več sredstvi oziroma glavarine oziroma povprečnine za občine, ko po drugi strani pa dodatno več obveznosti nalagajo občinam, ki pol ne moremo iz tistega povišanja sredstev niti to pokriti, temveč mora se zarezati v investicijski del, kar pa občani čutijo. Zdaj smo dobili tudi odločbo o sofinanciranju za delovanje madžarske narodne skupnosti, kjer dobesedno, kjer je 75% živečih Madžarov v Lendavi, zdaj že dobimo manj sredstev, kot je na občina Moravske Toplice, kjer jih je 350 prebivalcev oziroma volivcev. Če govorimo o številkah z Romi, tam se sme govoriti o številkah, pri narodnosti pa se ne sme, tako da ne razumem te razmerja. Sedaj ta vlada je porušila ta neka razmerja čisto vse na glavo. Seveda, žalostno pa je to, da občutimo sleherne občine, ki imamo te, bom rekel, posebne skupine, kjer se tudi neko financiranje dogaja za njihovo delovanje, in kvaliteta njihovih storitev oziroma njihovih programov bo seveda krnjena, kar pa mi je zelo žal. Ti ljudje in tudi ti poslanci naši se ne zavedajo, da oni dobijo fiksno poslanci plačo, vendar ti ljudje delajo v svojem prostem času neke programe v društvih, gasilsko društvo, športno društvo, še posebej turistično društvo in kulturno društvo. Ti ljudje so v svojem prostem času aktivni in če nimajo zadosti sredstev za to, bojo upadli. Tako da jaz mislim, da je treba tu narediti spremembo tudi v izbiri poslancev, da se na svoje področje ne tako rekoč ozirajo, kot da so neki tujci ti ljudje. Ne, z zmanjšanjem denarja v teh povišanjih na vseh koncih dejansko je to tako rekoč usojeno na propad. Ne? In pol z polnimi usti pa govorijo, kako želijo to in ono razvijati. Ja, če pa jim vzameš denar, pipico zapreš, pipico bi trebalo drugje zapreti, se ne bom o tem komentiral, ampak verjetno bo tu tudi posledica tega. Tako da ja, mi v okviru tega participativnega proračuna nameravamo tudi ostale projekte izvesti, kateri so dobri, pametni in koristni za naše občane. Seveda v okviru vseh možnosti. Verjamem, da bo druga vlada, da bomo dobili več sredstev oziroma bar bojo to, kar so sedaj toti uvedli, ukinili, da bojo pač pustili stari sistem, in bo lažje tudi še enkrat dodatno izvajati, ker pa še enkrat imamo fiksen in sprejet proračun, ne, in ne moremo te stvari. In še enkrat, januarja dobimo to obvestilo, mi imamo pa veljavni proračun in velja za 2026 leto. To je, te stvari niso korektne, tako da kdo in katera vlada ne razume in ne spoštuje občine, ne. In mora se zavedati vlada tudi na račun občine, kjer živijo vsi ljudje, tudi predstavniki parlamenta oziroma izvoljeni predstavniki ljudstva,
tudi predstavniki vlade živijo v neki občini, živijo v nekem kraju in kot prebivalec v tem kraju želi imeti neke dobre in kvalitetne pogoje za svoje življenje, za življenje svoje družine. Glavnem, in tu tem ljudem in tem lokalnim skupnostim ne dati zadosti sredstev je skrajno sprevrženo. Pa če omeniva seveda februarju, je bilo uradno torej zaključena in predana seveda novo urejena regionalna cesta Lendava-Pince, potem občina je tudi podelila priznanja športnikom in pa športnim delavcem za leto 2025. Pri tem naj omenimo, da je 2,2 milijona evrov sredstev nekako namenjenih za športno infrastrukturo, torej največje število sredstev v občini, v zgodovini občine Lendava. Občina se seveda razvija potem uspešno naprej iz tega gledano. Tako ja, veliko sredstev namenjamo za športno infrastrukturo. V različnih športih smo že spostavili neka nova športno infrastrukturo, športna igrišča. Obnavljamo obstoječe. V teh 2,2 milijona evrov investicij za to leto pa imamo predvideno obnovo stadiona nogometnega kluba Nafta. Vemo, da leta 2024 je NK Nafta prišla v prvo ligo. Takrat smo morali zagotoviti tistih osnovnih pogojev za tekmovanje v prvi ligi, tam smo vložili takrat 200.000 evrov. Z možnostjo in pridobivanje dodatnih sredstev z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, kjer smo bili uspešni v višini 250.000 evrov. Tudi na Nogometni zvezi Slovenije smo bili uspešni in tam pa dobili 300.000, tako da smo tam nekje več kot pol milijona evrov dobili sredstev, ki jih sedaj izvajamo. Izvaja se rekonstrukcija, obnova nogometnega terena oziroma igrišča, kjer se je že spostavila tudi odvodnjavanje z terena, saj je bilo kar nekaj tudi tekem odpovedanih zaradi slabega odvodnjavanja z terena. Z novimi standardi, ki jih Nogometna zveza in tudi FIFA zahteva za tako rekoč tekme mednarodnega ranga, je pa tudi potrebno ogrevanje terena in sedaj se v tej fazi, v drugi fazi dela ta odvodnjavanje, priprava kako rekoč cevi za ogrevanje in nova travna ruša in okolica terena ureditev. V tretji fazi, ki smo se že prijavili, in sicer je pa dogradnja kurilne oziroma vzpostavitev kurilnice na toplotno črpalko. Pri tem pa izpostaviti treba tudi, da smo v fazi v tem delu projekta za zamenjavo umetne razsvetljave na LED varčna razsvetljava bo. To je tretja faza, tu računamo za pridobitev pol milijona evrov, saj je višina tudi tega dela investicije nad milijon evrov. In kje pa in zakaj? Zato, ker je pač tudi na strehi, ki se bo tudi v naslednjem tednu začela investicija, zamenjava strehe, tribune na tem stadionu, kjer pa se bo postavila tudi sončna elektrarna, tako da bo tudi samozadostna za proizvodnjo električne energije. Seveda se bojo še nova vrtljiva vrata, stopna vrata na prihod v stadion, nova računalniška oprema, tudi nove kabine za medije, za vse ostale spremne prostore. Tako da je tu kompletna obnova. Poleg tega obnavljamo tudi, v kratkem bomo obnovili tudi igrišče za rokomet in košarko oziroma pri dvojezični osnovni šoli 1. Potem izvajamo še druge manjše potrebne investicije za potrebe različnih drugih športnih panog. Da, za cesto, kot ste povedala, smo že tudi predali namenu. Tu je pač investicija hitro stekla, saj smo takrat, ko sem še tudi bil v parlamentu, sem vložil tudi amandmaje, sicer so zavrnili, ampak minister za finance je takrat zagotovil sredstva na plenarni seji, to jasno tudi povedal, da kljub zavrženim
amandmajem opozicijskih poslancev je dodatnih sredstev zagotovljeno za cestno infrastrukturo. Jaz sem tu hvaležen ministru za finance, ki je pa dejansko ministrstvo za infrastrukturo Bratušek podpisala z občino Lendava tudi izvajalsko oziroma sofinancersko pogodbo. Za občina Lendava sledila pri izgradnji pešpoti, kolesarskih stez, ulične razsvetljave in vseh tistih potrebnih za to, bom rekel, prenovo že dotrajanje regionalne ceste, in tu smo tudi tako rekoč omogočili varno uporabo tega dela za kolesarje, za pešce, seveda pa tudi za motorna vozila oziroma avtomobile in ostale potrebne stroje. Pri tem, kot sem tudi povedal, smo zamenjali vodovod, v glavnem to je zdaj na par desetletij naprej cesta urejena kvalitetnem delu. Tako da ja, za športnika da, mi smo tudi, oziroma Športna zveza Lendava je tudi podelila športnico, športnika in ekipo. Sem da tudi vidimo, kar pa je mene navdušilo v tem kontekstu podelitve, da imamo veliko perspektivnih mladih kadrov. In tu so kar nekaterih so izpostavili in to je naša bodočnost, da so perspektivni kader in iz leta v leto se povečuje, ki so perspektivni, ki dosegajo že kot mladi dobre, odlične rezultate. In na tem je treba graditi in te investicije zato pa grejo v pravo smer, očitno, več kot očitno za te obnove oziroma izgradnje novih športnih infrastrukturnih objektov, da dobijo boljše pogoje mladi za svoje rekreativno, aktivno, za vadbo oziroma za priprave in tudi za izvajanje določenih tekmovalnih nastopov za različne športne panoge. Pa če pogledava zdaj turistično ponudbo, recimo poletno turistično sezono v letu 2025, je bila uspešna seveda bolj kot prej, z več prihodki, seveda tudi prenočitvami turistov, kar vpliva seveda pozitivno na lokalno gospodarstvo in pa prepoznavnost destinacije. Vaš komentar in mnenje? Ja, COVID je naredil svoje. Vemo, da imamo kot največjo turistično dodano vrednost, to so Terme Lendava, ki so v preteklih letih zares neko osrednja, bom rekel, enota, okoli katere so se odvijali tudi dogodki. In Terme Lendava v tistem covidnem času in po tistem tudi menjave lastnika so pač malo zaostale z pozitivnim izhodom iz te krize, covid krize. Vendar očitno se vzpostavlja zadeva na svoje mesto in seveda vsi ti naši in tudi od privatnih oseb produkti, ki jih ali privatniki ali občina Lendava ima, to je Vinarium, to so druge razpršeni hotel Vinarium in tudi Zipline, vse se to navezuje na nek način kot ena celota skupaj z tudi prenočitvenimi možnostmi. Saj mi si želimo, da se v našem koncu ljudje, turisti, zdržijo več časa. To je tudi naš cilj. Jaz sem tudi rekel, zato je potrebno tudi pri stolpu restauracijo, da ne samo pridejo gostje, pa odidejo za avtobuse, temveč ostanejo, mogoče še na kopanje, isti dan ponujamo v restauraciji tudi domača vina, domačo hrano in seveda, da razbremenimo tudi cestno infrastrukturo, ki je zelo ozka. Na tem območju ni možnosti za širitev cest, smo tudi predvideli gondolo, ki pa v teh, bom rekel, 4 letih marsikaj je za hitro pozabiti, niso naredili nič na tem, pa denarjev nikot, niti za investicije za prave stvari, niti za take turistične pomembne produkte.
In seveda pa tudi iz tega denarja, ko prihaja turistična taksa se strani ponudnikov prenočišč v občino, želimo nadgrajevati sistem ponudbe v naši destinaciji in minulo leto smo tudi predali ob Stolpo Vinarium tisti doživljajski park, ki še bo nadgrajena z računalniškim oziroma bolj digitalno vsebino, kjer bo v samem stolpu tudi ponujena ponudba na sodoben način za tiste mlade, ki prihajajo in ki so dovzetni do teh takih ponudb, se pravi na digitalnem portalu bo ponujena tudi vsa turistična ponudba na našem koncu. Nadgrajujemo tudi objekt, kjer bodo tudi nastanjene rokodelke. Imamo dve dami, ki ustvarjata zares čudovite stvari iz ličja, iz vej, iz papirja. V glavnem te stvari želimo pokazati gostom in vključiti kot našo tradicijo, našo avtohtono tradicijo in rokodelstvo v ponudbo. Sedaj že te rokodelke delajo na razglednem stolku ogromno teh njihovih produktov, vse kaj naredijo, tudi sezonskega za adventni čas oziroma za Božič, sedaj že delajo, vemo, prihaja tudi spet velikonočni čas oziroma velika noč in spet so tu rekviziti in to se izredno dobro prodaja na razglednem stolpu, pa tudi v turističnem informacijskem centru in to tudi želimo pokazati, kako se dela, koliko vloženega dela je tu notri. Tretja faza je pa še ena dodana vrednost, ki pa še mogoče ne bom razkril, smo pripravili že projekte in seveda gremo na sofinancerska sredstva, kjer bomo še eno dodano vrednost za turizem in turistično našo ponudbo dodali v našem kraju. Unikatna, zelo dobra stvar, tako da veliko delamo mi, ampak tudi bi si želel, da se ljudje od drugod ali pa tudi domačini vključijo v to in dajo svoje zamisli in dajo, tako rekoč, vlagajo v to, ker ogromno gostov prihaja k nam, ogromno možnosti, priložnosti je, da si iz svoje dejavnosti dejansko prisluži to kot recimo poslovni model, sebi zaslužek. Tam so tudi drugi rokodelci, ki ponujajo svoje izdelke, potem gostinski ponudniki, čebelarji tudi, glavnem vinarji. Vse te stvari ljudje naj delajo, imajo možnost, se treba potruditi. Mi in jaz absolutno podpiram privatništvo, absolutno podpiram tiste ljudi, ki želijo kaj ustvarjati in pri tem za svojo roko zaslužiti neki denar za sebe, za družino in to je dodana vrednost za naš kraj. Vse posod, ko grejo ljudje, želijo videti nekaj lokalnega iz tistega okolja, nekaj narejenega ali hrane ali kakšne druge spominke za sabo vzeti. Torej še na koncu, v občini se skozi leto odvijajo razni državni dogodki, potem tudi kulturni turizem. Kakšen vpliv imajo potem ti državni dogodki in kulturni turizem na razvoj in pa seveda tudi prepoznavnost občine Lendava? Zelo, zelo prepoznavni smo po prireditvah. Jaz mislim, da naši ljudje, kot sem prej tudi omenil, v društvih. Mi občina tudi poleg tega, da dobimo manj sredstev iz naslova na področje narodnosti, ogromno financiramo tudi kulturna, turistična društva, kjer namenjamo veliko sredstev prek razpisov in tu je na drugi strani tudi izvedba določenih kvalitetnih prireditev, kot ste tudi omenila, in to je vse dodana vrednost za nas, za naše občane, tudi za naše goste. Kot občina imamo svoje projekte, svoje programe in prireditve, ki jih skozi celo leto izvajamo. Naj omenim, mi bomo imeli tudi malo občin, ki ima prireditev in spoštuje pač tudi dan družin. Mi bomo to imeli 16.
maja. V Radmožancih bojo Čuki zabavali letos ta najmlajše in družine. Junija imamo tudi praznovanje Dneva državnosti. 24. bo to, če se dobro spomnim, tu bo skupina Erosi in tradicionalno že balet pod zvezdami, to je dogodek najvišjega ranga, to so vrhunske baletnice in baletniki. Potem pa pride festival vinarjev, ki pa je tako rekoč največja turistična dodana vrednost našega kraja in z tega pač tudi tisti, ki pač želijo zaslužiti, imajo vso možnost, da se tu vključijo pri tem. Bograč Fest bo, mislim, da 22. avgusta, tu bo Dražen Zečič, lahko že povem tudi skupine. Potem teden kasneje je Lendavska trgatev, vmes so izjemno dobro obiskani in kvalitetno pripravljeni etno večeri, slovenska, madžarska, hrvaška, srbska etno večer. Tam pred začetkom Bograč Festa, na predvečer Bograč Fest pa Nina Pušlar na letnem odru imela svoj koncert. Še predtem bo pa na grajskem obzidju naše tako rekoč že zvezde umetnice Brina, Katja in Pija. Lani so že naredili tak lepi dogodek, da je to nekaj neverjetnega. To so že tako rekoč produkcije visokega ranga. Za Lendavsko trgatev je tradicionalna povorka, potem je tudi kot vsako leto tudi folklorni festival, v večernem delu pa zabavni del, kjer bo pa Prljavo kazalište imelo velik koncert, potem je spet naslednji teden, da tri konce tedna imamo, dobesedno 3 tedne festivala v Lendavi, je pa pol obletnica vinarjev, ima tako rekoč prireditev, ki se spomnimo izgradnje tega turističnega produkta, kjer bo pa tudi spet Srebrna krila in Vlado Kalenberg, ki je lani navdušil in taki dober koncert so naredili, letos še bomo nadgradili ta koncert. Potem je letos občina praznuje tudi 30 let občine in letos bomo 23. imeli proslavo, 24. bo pa tudi Tanja Žagar imela koncert v Lendavi pod šotorom. Tudi računamo velik dogodek. Novembra imamo praznik novega lendavskega vina, ali martinovanje se temu reče, mi pa smo poimenovani bolj kulturno na višjem nivoju, to delamo in zato je tudi temu tako nastavljeno. Seveda je tu skupina spet, ki bo zabavala z večerjo Avantura, ob tem bo še en gost presenečenja, ki ne bomo še razkrivali, pa še dodatno izbiramo vinsko kraljice Lendave, novo vinsko kraljico, tako da ja, polno dogodkov, drsališče bomo spet odprli, praznični prižig lučk v Lendavi, sigurno bomo imeli dodatno. Tako da ti vsi dogodki pri turistični ponudbi našega kraja in za naše občane dajo eno dodatni pečat. Zdaj tu drsališče, ko sem zanje omenil, prihaja iz Hrvaške, iz celotnega Pomurja, prihaja iz Madžarske, prihajajo in to je vse dodana vrednost, tisti, ki tam delajo, dobijo sredstva. Za naše občane je naše drsališče brezplačno. Medtem ko pa drugi morajo simbolično nekaj malo plačati, s tem da pa lahko v okviru gostinske ponudbe ta denar porabijo. Tako da je to neki voucher, tako da ja, na nek način imamo to izjemno dobro narejeno, koristno in mi smo zdaj minuli konec teden dejansko začeli pospravljati do konca februarja, do konca zimskih počitnic za otroke smo imeli drsališče v Lendavi še na voljo in ogromno obiska. Letos je bilo fenomenalno ogromno obiska, tako da drugo leto, oziroma to leto že, konec leta, se bo spet spostavilo to. Gospod Janez Magyar, župan občine Lendava, hvala vam za ta prijeten pogovor in da ste si vzeli čas za ta pogovor in pri nas v našem studiu. Želim vam vse lepo v prihodnje. Hvala lepa za povabilo še enkrat, lepo pač tudi bojte vi in lepo zdrav tudi vašim gledalkam in gledalcem.
Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Župan za vas. Lep pozdrav.